Pozdravljeni! Odkar jih štejemo, je letos v Ormožu bilo 29. martinovanje. V 2 dneh se je zvrstilo čez 30 tradicionalnih dogodkov, ki jih Javni zavod za turizem, kulturo in šport ter občina Ormož organizirata v sodelovanju s turističnimi in kulturnimi društvi, z Javnim skladom za kulturne dejavnosti, Društvom vinogradnikov Jeruzalemsko-Ormoških goric, z vinsko kletjo Verus, Društvom kmečkih žena, z Društvom gojiteljev malih pasemskih živali, Planinskim društvom, Ljudsko univerzo in Mladinskim centrom, muzejem, knjižnico, glasbeno in osnovno šolo, gimnazijo in drugimi. Tako da je tudi letos bilo vsega za vse okuse in želje. Organizatorji so z obiskom bili zadovoljni. Niti dež ni bil ovira, kot so se bali. Slavnostna otvoritev martinovanja je bila v petek popoldne, v sklopu katere smo spoznali tudi Martina II. Ormoškega. Martinovanje se je začelo že v petek dopoldan, ampak uradna otvoritev martinovanja, ki jo je z igranjem popestril trobilni kvartet kulturnega društva Ormož, je bila šele popoldne, ko so v Ormož prispeli tudi gostje iz pobratenih krajev na Hrvaškem, Srbiji, na Poljskem in v Romuniji. Razen župana Danijela Vrbnjaka in podžupana občine Ormož Zlatana Fafoliča ter predstavnikov ormoške občinske uprave ter županov občine Središče ob Dravi Tonija Jelovice in občine Sveti Tomaž Mirka Cvetka, so na otvoritvi prisotni bili tudi predstavnice in predstavnik Slovenskega vinskega kraljestva. Destinacija Jeruzalem Slovenija v teh dneh živi za vinogradništvo, vinarstvo, žlahtno kapljico in veselo druženje. Prijazni domačini v svojih kleteh z veseljem ponujajo svoja vina in kulinarične dobrote. Tukaj, v centru mesta, pa gostje spoznavajo običaje, ki vrsto let bogatijo kulturno življenje domačinov. Zbrane v prireditvenem šotoru je najprej pozdravil župan občine Ormož Danijel Vrbnjak, ki je med drugim dejal: Danes je martinovanje, danes je naš praznik, ko s ponosom praznujemo naša odlična vina, našo odlično kulinariko, vinogradnike, vinarje, ki nas vedno ponosno prezentirajo Sloveniji po svetu in ki pridelajo najboljša vina na svetu. Vedno smo v ospredju, kar se tiče samih vin, in to nas nekako daje dodatno motivacijo, da delamo naprej odlično na našem turizmu, na naši destinaciji Jeruzalem Slovenije. Potem so dobili besedo predstavniki vinskega kraljestva, med katerimi je bila tudi slovenska vinska kraljica Maja Pečarič, ki je povedala: Se mi zdi, da je martinovanje en tak lep čas, ko se nam vse malo ustavi, tudi narava se počasi ustavlja in se bliža počitku. In je tak čas, ko se malo lahko zazremo nazaj, kaj smo se počeli skozi leto, skozi poletje, skozi vsa zelena dela in se zahvalimo naravi, čeprav nam je v letošnjem letu zadala kar nekaj izzivov, tako v vinogradu, zdaj v kleti, ampak za vse te izzive moramo biti hvaležni. Zakaj so dobri, še ne vemo, ampak za nekaj prav zagotovo so. Včasih pač pozabimo, da narava ne pripada nam, ampak mi pripadamo naravi in če želimo žeti dobre rezultate, moramo z njo sodelovati in jo spoštovati. Tako da, ja, po drugi strani pa je martinovanje en tak lep čas, ko si moramo vzeti čas en za drugega, čas za druženje in za navsezadnje za našo tradicijo. Ne pozabimo na naše babice, detke in vse generacije pred nami, ko so se pač trudili v vseh teh terasah, v vinogradih in bodimo na to ponosni, ko držimo kozarce v rokah
Tako da želim, da nas slovensko vino še naprej povezuje, nas čara in začara. Bodite zdravi, čuvajte se, pa kmalu s kozarci v rokah na zdravje. Zbrane je v prireditvenem šotoru pozdravil tudi Andrej Vršič, direktor Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport, ki je predstavil program martinovanja in povabil na večerne brezplačne koncerte znanih glasbenikov. Sicer pa letošnje martinovanje v Ormožu ponuja kar 30 različnih dogajanj, je povedal, in gotovo se za vsakogar nekaj najde. Povedal pa je tudi, da za gostinsko ponudbo oba dneva skrbi prostovoljno gasilsko društvo Hardek. Sledila je razglasitev rezultatov ocenjevanja vin za Najšpricar 2023. Vina sta ocenjevali potrošniška in strokovna komisija. V konkurenci je bilo 17 zvrsti in potrošniška komisija je za Najšpricar izbrala zvrst letnik 2022 vinogradništva Gorjak iz Stanovna. Pokal je vinogradniku podelila kogovska vinska kraljica Rebeka Čurin ob prisotnosti vinskega kralja Ljutomersko-Ormoških goric Tilana Sedlaka in slovenske vinske kraljice Maje Pečarič. Strokovna komisija pa je za Najšpricar izbrala zvrst 2023 vinogradništva Henzel iz Veličan. Vinogradniku je pokal podelil vinski kralj Jeruzalemsko-Ormoških goric Tilen Sedlak. Na tradicionalnem ocenjevanju vin, ki poteka nekaj dni pred martinovanjem, pa so ocenili tudi najmlada vina. Na ocenjevanje so vinogradniki prinesli 22 vzorcev. Ocenjevala jih je strokovna komisija in za najboljše mlado vino ocenila Muškat Otonel letnik 2023 iz kleti Puklavec Family Wines. V nadaljevanju otvoritvene slovesnosti je potekalo še žrebanje sodelujočih v nagradni igri za usluge razpršenega hotela destinacije Jeruzalem. Srečneže so izžrebali župani Ormoža, Središča ob Dravi in Sveti Tomaž. Višek dogajanja pa je bil slovo ormoškega viničarja Martina I. Ormoškega, ki ga je vse od leta 2019 poosebljal vinogradnik Saško Štampar. Z letošnjim letom se mu je mandat iztekel, tako da je njegovo vlogo prevzel Martin II. Ormoški. Naloga viničarja Martina Ormoškega je tudi, da v času martinovanja prevzame oblast v mestu. To nalogo je tako od petka opravljal Stanislav Rakuša. Stanislav Rakuša, Martin II. Ormoški, bo torej odslej skrbel za ormoški mestni vinograd, za žlahtno kapljico županovo vino. In zdaj je čas za svečano zaprisego Martina II. Ormoškega. Jaz, Stanislav Rakuša, prisegam, da bom kot Martin II. Ormoški prevzel celotno skrb nad mestnim vinogradom, kar predstavlja pres trte, vezanje šparanov, trganje stranskih obankov, škropljenje, prašičkanje, trganje grozdja, stiskanje grozdja, kletarjenje in polnjenje vina, da bom predstavljal in promoviral županovo vino, ki ga bom sam donegoval, da bom vedno na razpolago občini Ormož za protokolarne obiske in prireditve in bom ponosno predstavljal in zastopal naš vinorodni okoliš, kot okoliš.
uradno ga zdaj imamo, novega mestnega viničarja. Župan Danijel Vrbnjak bo novemu Martinu II. Ormoškemu najprej izročil darilo, ki mu bo še kako prav prišlo pri opravljanju nove funkcije. Evo, pa ga imamo. Zdaj, dosti se bomo družila v Goricah. Upam, da bomo pridelali vino, tako kot se reče, ne dvomim v to, pa upam, da bo čim boljša letina. Zdaj prvo, kaj bomo trebala, bomo se mogla malo oblečiti, kar bo pomembno, da bomo si čim boljše zrezala, da bo kvalitetno grozdje raslo in pa na koncu, da bomo v toti zabojnik nabrala nekaj grozdja. Zato čestitke na dobro sodelovanje pa manjše darilo. Sledi pa še predaja oblastim, kajti župan Danijel Vrbnjak bo Stanislavu Rakuši, Martinu II. Ormoškemu tudi uradno predal ključ in mu tako zaupal vodenje občine v času martinovanja. To pa moram reči, da je zelo en prijeten dogodek. To se pravi, po slabi minute si bo pa župan občine Ormož tako nekaj privoščil. Evo, izročam vodenje občine. Mi smo se odločili, da gremo malo na potovanje. Upam, da ostane v dobrih rokah. V ponedeljek nas čaka kolegi, čim manj zadožitev, pa čim več tvornih rešitev. Otvoritev martinovanja so zaključili s tradicionalnim krstom mošta. Obred so izvedli predstavniki sekcije Macleki, ki delujejo znotraj kulturnega društva Ormož. En dober večer! Kakša gužva! Tako vidite, leto je naokoli, pa je po Martinovi. To je, veste, pri nas ena največjih praznikov. Tu ste že čuli, da sem to nazori s toba sem poslušal. Vsi so že to povedali, kaj je to veliki praznik. No, mi bi k nas malo do tega, kako bi mu rekel, vidite, kak je neurejeni, pa tako. Zdaj bomo ga spravili, kada je lepo, elegantno vino, tako kak je tudi naše ormoško vino. To mu zdaj tako malo na hec pokazali, kako se tu v resnici v kleti zgodi, zjutraj. To je k nas se samo pripravi. Pa kaj nam jaz predolgi, dragi mošter. Moš tako malo vsak sami vzeme. Ja, vsak sami. Pogledne, zdaj si prišel pred visoko gospodu, ja vidim, pa potrošnike, Ja, vidim. ja, pred ljudi, ki so strašno pametni. Ja. Veš, to ti vejo, kaj je vino, pa kaj je voda. Ja. Baje si prišel s ponižnim namenom, kaj te krstimo v ime vino. Ja, tak. Ja, tak. Lepo gledne, ti si zrosa v naših lepih goricah, ki kinčajo toto našo lepo domovino. Dorošča si pod tridno roko nas gospodarov, ki so te bronili pred vsemi nevoljami. Ja, te škropili, kaj bi ostal do spočetja zdrav, pa čim bolje sladek. Grozdje, toto z katerega si grota, smo pred tvojim rojstvom hitili v škafe, v pute, kadi, ga drobili, stiskovali.
Na konci pa smo ga dali pod prešo. Tam smo ga objavili, kak vrag jopa. Taka so mu pokale kosti, ja, z njega pa je taka krvovi pa beli švic. Mošta, ti si židov. Si. V tebi je vse puno lazečih pa skakajočih stvorov. Si tudi veliki svadljivec. Ljudi spravljaš slabo vulo. Ženskam špičiš jezika. Moškim pa režeš pamet. Tak nažalost je. Kriv si za vse spolne probleme. Tiste, ki te imajo rade, pa spravljaš miličakom v ruke. Delaš družinske nevole, pa ne planirano deco. Eto pa je tudi. I tak slabo. Moške vobiš športnemu izživljaje, ki skačajo čez plot. Ženskom pa dovljaš po tuhu, ki pod plotom čakajo. Tačne stvari. Pa moški na metko podni. Saj se tudi želucom svodiš. Te pa greš žjago. Zasmrodiš vse genke po posteljninu. Vidiš, zato, ki si takši, smo te kaštigale. Če kjeri ne razmi, to kaznovali. Jaz sem razumel. To je simultani prevod. Hitili smo te v globoke polovjoke, ne v škofih si že bil. Polovjoke, okovone s kovinskimi obroči, to pogledne. Viš, kaj bi te tista tema tom pobojišala? Ti pa si se ni pobojišal. Ti si v tisti temi začela gundroti pa mrgotati kak stari medved. Če te ne bi v takšnih dobrih sudih čuvali, ti bi vim pobrisal. Ti tudi. Dobro, zadosti zdaj tega tak, moštek. Ja, tak. Gle, zdaj ti pred pričami povej, či si pričal pamete. To sem bil. Najbolj ni. Stalno sem. Či se kaniš otepsti, to ti svojih norosti, pa razvozdanosti. Če je nekaj bludosti, Pa kaj gnes grotaš vriden, pa k pameti vzemeš to knešo ceremonijo. Na hitro je obljuba, ja ne vem. Boste nekaj še viško povedali? Škropi. Škropi. Joj, nič ne škodi, nič ne hasne. Zavoni. To pa sem ja. Ja pa zdaj. Zvoni, je lepo. Pade. Ja še zvoni? Ja, tudi. Kjer je na vošte, je gluh. Moštek. Ja. Obačaj zdaj tu pred vsemi, Ja, obečam. pa boš od gnes naprej razveseljivo staro pa mlodo, Vse mlodo pa staro. veselija ljudstvo, Veselija ljudstvo. ka boš dava korajžo strahopecom, Ja, seveda. pa ka boš žalostne tolaža. Žalosten to leže obečam. Obečaš? Obečam. Pater. No. Oremus, zahvalimo se ti vinski bog Bakos, ka si nagradio našo mantraje z letošnjim pridelkom. Blagoslovi delo pridnih rok, kopačov, frezačov, vezačov, škroplarov, bračov pa prešarov, ki so z totega zamazanega navernika napravili čisto pa dobro vino. Po vinskem bogi Bakosi, Jagovem patruni Martini in vinskem duhi. Amen. Tak, Da pa sin stupi. dragi moštek, Ja, stopi zdaj sin k mene. tebi, če pa sem celice tu. Ja. Ja. Mošt, Ja, na. ti Kaj blačo doj. Kaj bločo? Ja. mošt, Ja. jaz te krstim v ime vino, v imeni tistega, ki te je pridela. Slučajno. V imeni Martina in v imeni duha, za volo katerega se mošt kuha. Dobro. Evo ti malo soli, naj nikoga kot tebi glava ne boli. Stalno bodi pun dobrega duha
in moči. Dobro. Amen. Škrope, Škropi. zvone, To pa že jaz. kode, Kadin. splave. 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 Te kupice vode, namo nič notre. Tak, dragi Moramo reči moštek. dober vuk. Tak, dragi moštek. Zdaj si tak ponižno predržati to gnešče krščeje. Ja. Zdaj pa bomo zmolili še eno par prošenj za tu navzoče grešnice in grešnike. Predvsem grešnica. Seveda. Ja. Gospodar, usmili se nas. Gospodinja, usliši nas. Dragi Trsek, pomagaj nam. Dragi Grozdek, pomagaj nam. Draga Kapelica, pomagaj nam. Laški Rizling, to je za nas. Renski Rizling, to je za nas. Kisela Šmrnica, to ni za nas. Preljubi gazda dober naš, daj vsakemu še vsaj igraš, da bi zapili ti lepo, kak žene nam doma pojo. Beli Burgundec, to je za nas. Muškat Otonel, to je za nas. Zikjena Pikola, to ni za nas. Tačena Picika, pridika. Tačeni debeli Puron Šoloto, pridika. Martinova Goska z Mlinci, to je za nas. Gospodinja draga ti, prinesi tunko iz sveti, nareži mesa in klobos, še kruha vina za vse nas. Od prazne posode v kleti, reši nas. Od ogabnega pijančevanja, reši nas. Od peronospore, mraza in žutice, reši nas. Dokler še bodo sedeli, pa nam zakaj imeli, premi duši vam povem, da še jaz domu ne grem. Pa na zdravje. Evo no, pogledajte, kak je zdaj lep. Ste ga videli? Kak smo ga lepo spucali pa porihtali. Spoštovani, opravili smo krst mošta, ki je zdaj grota vino. Vsi tisti, ki častite ta sad človeških rod in vinske trte, pa se nam lahko pridružite v pesmi o vinu. Koliko kapljic, koliko let, Bog nam daj na svet živet. Živijo, oj, živijo, oj, živijo na svet. Naj bo stara ali pa mlada, vsaka ima mošteka rada. Živijo, oj, živijo, oj, živijo na svet. Dol pa kislo se drži, ta za našo
nismo ga zdaj krstili, na voz pa je, kaj ga trošite. Pa še lepo ostante. Prišel je svet Martin, zmožta je delami. Čisto za konec pa sta župan Danijel Vrbnjak in Martin II. Ormoški samo še nabila sod. In veselica se je začela. Med dogajanji v času minulega martinovanja je bila tudi tradicionalna kulinarična razstava pridnih rok. Zadnja leta je razstava našla svoj prostor v pritličju nekdanje blagovne hiše Tima v centru mesta, kar ji prinaša boljši obisk in še več navdušencev. Društvo Kmečkih žena Ormož je v sodelovanju s Kmetijsko-svetovalno službo Ormož tudi letos pripravilo razstavo pridnih rok, ki jo v času martinovanja tradicionalno pripravljajo že od leta 1972. Kljub temu, da so se v letih do danes v društvu menjale generacije, razstave še vedno skozi številne kulinarične dobrote prinašajo duh domačnosti in predstavljajo del naše bogate kulinarične dediščine. Bogata razstava je znova prinesla na ogled in pokušino vse in še več, kar od razstave pridnih rok lahko pričakujemo. Tako je, jaz mislim, da res lahko vidite, da so se naše ženske res potrudile, kar nismo dvomile in da res je čudovito. In kaj vse pravzaprav se najde na razstavi? Ja, jaz mislim, da najboljše, da si vsaki pride in da si razstavo ogleda, tako da od potic, ki so bile na ocenjevanju, potem drobno pecivo, sadni kruhi, seveda pogače in pa posamezne kmetije se predstavljajo z mlečnimi izdelki, z zelenjavnimi, tudi nekaj je za vegetarijance in pa kot glavna nit je pa med in pa medeni izdelki. Še posebej pa se predstavlja osnovna šola Ormož z tradicionalnim slovenskim zajtrkom in pa ptujska kmetijska šola, jaz bom poudarila kmetijska šola, čeprav se drugače imenujejo, z sodobnim pogrinkom. To pomeni, obiskovalcev vam ne zmanjka, za videti je več kot dovolj, tudi vinogradnikov nekaj je tukaj, ne? Tudi vinogradništvo imamo, seveda nekaj smo spravili, da bomo sedaj ob otvoritvi lahko poskusili, si malo pogrlo, potem pa, še kar nekaj pa je naših pridnih žensk, ki pa se predstavljajo z ročnimi deli, ker mislim, da imamo zelo pestro izbiro ročnih del. Gre torej za razstavljavce, nosilce dopolnilnih dejavnosti na kmetiji? Tako je, nekaj so nosilci dopolnilnih dejavnosti, nekaj pa je teh, ki pa delajo za svojo dušo, posebej ženske ali pa v društvu in pa da pletejo, tudi imamo nekaj slik, tako da res nekaj je teh ustvarjalcev, ki pa so se tudi želeli na tej razstavi predstaviti. Še posebej pa so naše kmetije z dopolnilnimi dejavnostmi, jih je kar nekaj na tržnici in pa zunaj po samem mestu Ormoža, na stojnicah. Uradna otvoritev razstave je bila v petek na prvi dan martinovanja v Ormožu točno opoldne. Čeprav se je po razstavi bilo možno sprehoditi že od jutra. Zbrane je najprej pozdravila predsednica Društva Kmečkih žena Ormož Martina Marinič Prejac, ki je poudarila, da članicam društva in tudi ostalim razstavljavcem priprava razstave v času martinovanja pomeni veliko, sploh pa jim je v veliko veselje.
Nič manj pa nad razstavo ni bil navdušen tudi župan občine Ormož Danijel Vrnjak, ki je dejal, da je prav domača kulinarika, poleg odličnih vin, ki jih ponuja destinacija Jeruzalem, čarobnost turistične ponudbe tod okrog. Da je razstava pridnih rok zvesta tradiciji martinovanja v Ormožu in ena izmed pomembnih dogodkov v tem času, dokazujejo tudi številni obiskovalci. Razen župana Danijela Vrnjaka je namreč na otvoritvi bil prisoten tudi podžupan Zlatan Fafolič in vrsta ormoških veljakov. Potem je spregovorila še Hinka Hržič iz Kmetijske svetovalne službe Ormož, ki je tudi pobudnica takšnih razstav in gonilna sila tovrstnih aktivnosti. Tudi letos je bilo ocenjevanje potic, je poudarila. Pridne gospodinje, med katerimi je bil tudi en moški, so na ocenjevanje prinesli 33 vrst potic, za katere je ocenjevalna komisija podelila kar 26 zlatih priznanj in 7 srebrnih. V kulturnem programu so nastopili učenci osnovne šole Ormož, recitatorji pod vodstvom Irene Kandrič ter šolska glasbena etnoskupina Gudalo pod vodstvom Metke Lešničar. Za vse tiste, ki radi podoživite spomine na minulo martinovanje ali pa niste bili zraven, bomo poročali v naslednjih oddajah. Sledi pa še nekaj novic iz športa. 9. krog rokometne lige NLB je v Ormožu na Martinovo soboto ponudil zanimivo tekmo med domačim Jeruzalemom in gosti iz Ivančne Gorice. V izjemnem vzdušju pred okrog 700 gledalci so se zmage veselili Prleki in ostali uvrščeni v zgornjem delu lestvice. Na Hardeku fantastična navijaška kulisa pred okrog 700 gledalci, katero so ustvarili navijači Jeruzalema in Sviša. Desno stran dvorane so po tradiciji napolnili domači navijači Ormožani, levo stran pa navijači Sviša, ki so v Ormož prispeli z polnim avtobusom ljubiteljev rokometa. V tem odličnem navijaškem vzdušju so tudi gostitelji odigrali odličen prvi polčas in ga dobili z izidom 16:13. Gostje so na tekmi vodili le enkrat, in sicer v 9. minuti pri izidu 4:5, ko je s protinapada zadel Janez Grum. 5 minut kasneje pa že prednost Ormožanov 4 zadetki, 9:5. Do odmora je prednost Jeruzalemčkov nihala med +1 in +4. Za vodstvo po prvem polčasu sta v taboru Jeruzalema veliko prinesla Filip Ramfel z obrambami v pravih trenutki, ko je nasprotnik skoraj ujel domačine, in Tinček Hebar, ki je dosegel 6 zadetkov do odmora. To je bil najboljši polčas starejšega od bratov Hebar v tej sezoni. Prav veliko za Ramflom in Hebarjem ni zaostajal niti krožni napadalec Teo Šulek s 5 doseženimi goli in pomembno vlogo v obrambi. Na prelahek način so zdaj Ormožani zapravili kar nekaj napadov. Zdaj nova priložnost za goste, Grum in zadeva Grum. 3:0, delna serija ekipe Sviša. Justin na desno krilo in zgrešil je zdaj pri gostih Kutner. Ja, Jaš Kutnar, se pravičujem. Odlično, Šule. V drugi polčas so bolje vstopili Sviškoti in se v 38. minuti približali le na gol zaostanka, 18:17. Da ni prišlo do izenačenja, je znova s svojimi obrambami poskrbel Ramfel. Gosti iz Dolenjske so imeli kar nekaj priložnosti, da ujamejo Prleke, a je znova, kot v prvem polčasu, v kritičnih trenutkih obrambe zbira 22-letni vratar Jeruzalema.
nato pa odličnih 10 minut Ormožanov, kjer je padla odločitev o zmagovalcu. V 48 minuti je svoj edini zadetek za domače dosegel izkušeni Rok Žuran za +5, 25-20. Kazalo je, da je odpor žilavi Dolencev zlomljen. Gosti so na vse pretege poskušali spreobrniti potek tekme, vendar se je razpoloženim igralcem Jeruzalema, Ramflu, Hebarju in Šuleku v drugem polčasu pridružil še Filip Jerenec. Slednji je 5 od svojih 6 zadetkov dosegel v drugem delu tekme in bil eden ključnih mož pri ormoški zmagi. Gostom se je sicer uspelo približati le na 2 zadetka zaostanka, 29-27 in 30-28, a bliže enostavno ni šlo. Veselje ob novi lepi zmagi Jeruzalema ter ob polnem Hradeku se je lahko pričelo. To je bila prava rokometna poslastica, polna dvorana, 2 maksimalno motivirani in borbeni ekipi, zelo dobro sojenje, para Brstin Kavalar in Boštjan Žitnik. Enostavno lep športni dogodek v Ormožu, ki ne bo tako hitro odšel v pozabo. Za zmago so vinarji ostali v zgornjem delu lestvice, natančneje so z 11 osvojenimi točkami na 4. mestu. Ormožani so v letošnjem prvenstvu odigrali 4 domače tekme in 3 dobili, Slovenj Gradec, Škofljico in Sviž, ter 1 remizirali proti Urbanski Ploki. Zakaj pravimo, da gre za najbolj žilavega igralca Jeruzalema? In če Kebar Šulek sam, da bo Teo! Teo Šulek! Danes Teo eden izmed najboljših igralcev Jeruzalema. In Filip Rampel! Tinček Hebar, Jerenec, gremo Filip! Da! Filip Jerenec! Simon Vidmar, po pričakovanju zelo težka, izenačena tekma, čeprav so Ormožani skozi cel čas bili korak pred vami. Ja, vedeli smo, kam prihajamo, tukaj na vroč Hrdek, sploh danes na Martinovo, je bilo toliko bolj živo. Ja, zaslužena zmaga Ormožanov. Malo v hecu, vemo, da je bil motiv enih in drugih zelo velik, namreč smo dobri prijatelji in smo tudi malo en drugega provocirali, ampak v tistem dobro namernem hecu. Ja, itak, tukaj je vedno luštno špilati. Smo kolegi že veliko let tule z Ormožani. Tole prcanje med tekmo, to je vse v žaru borbe. Po tekmi pač si še vedno damo roko. Si pogledamo oči in priznamo, da smo zasluženo izgubili. Preveč napak, preveč faljenih zicerjev, obramba je bila prešvoh. V futbolu na taki tekmi je težko zmagati. Atmosfera pa fenomenalna. Glejte, navijači Jeruzalema, navijači Sviša, danes z enim polnim avtobusom in še več ljudi iz Ivančne Gorice. To je to, kar si želimo in kar je v ponos slovenskemu rokometu in pa predvsem ponos v mesto Ormož in Ivančni Gorici, ki dokazujemo, da z delom, predvsem z mladimi, se lahko enakovredno borimo tudi z najboljšimi klubi v državi. Ja, neopisljivo, tukaj je vedno luštno igrati. Tako naši navijači, ki so prišli z avtobusom vsakem čast, kot domači navijači so naredili eno odlično vzdušje in samo užitek je v tem igrati. V odlični atmosferi je ena prava prvenstvena tekma, kjer se je res borilo za vsak milimeter igrišča. Ja, danes smo lepo dokazali to pravilno igro rokometa za navijače, vsem navijačem smo dali igro, da so lahko prišli, da si spektakel pogledali. Mislim pa, da smo si danes mi lepo zaslužili, lepo zmago na Martinovu prazniku. Lahko poveš, kje je padla tista odločitev zmagovalcev, kje ste naredili tisti najbolj bistveni korak k 2 točkama? Ja, mislim, da tam v drugem polčasu, ne vem točno, katera minuta je bila, tam, ko so se oni približali nam, ko smo bili, mislim, da 0 bila, pa smo potem se malo izbrali in povedali, mislim, da se je kar tam že ločilo. O vzdušju pa lahko rečemo samo fenomenalno. Svaka čast našim in tudi navijačem Sviša. Naredili so fenomenalno vzdušje, v takem vzdušju je zelo lepo igrati. Res hvaležen vsem navijačem.
In tako še ena zanimiva informacija za tiste, ki mogoče malo manj poznajo ormoški rokomet. Generacija letnika 2000 nikoli ni osvojila nobene medalje, skoraj da nobenega turnirja. Danes pa v članski ekipi 3 igralci letnika 2000, ki so odigrali zelo pomembno vlogo. Torej, vse se da. Ja, zelo veliko truda se vse da. V mlajši selekciji morda nismo vsega pokazali, kaj bi lahko. Samo zdaj se vidi, da smo se trudili, ko smo trdno trenirali, pa da se na koncu tudi z trdnim delom nekaj iskali. Danes je Ljubljana premagala Slovan, torej na mestnem derbiju, mi pa gremo naslednji teden prav k Ljubljani. Ja, to zdaj, da je Ljubljana premagala Slovan, mi nemo zato nekaj, pač se preveč ozirali na to, da bomo pač igrali svojo igro. Menim, da smo itak boljši od njih in bomo šli tja v vlogi favorita. Še nekaj podrobnosti za ljubitelje statistike. Pri zmagovalcih 11 obramb Ramfla, 10 golov Hebarja, 7 Šuleka, 6 Jerenca in 3 Mihe Kolmančiča. Pri poražencih sta vratarja Jaka Glavan in Dominik Pekeč skupaj zbrala 6 obramb. Pri poražencih sta vratarja Jaka Glavan in Dominik Pekeč zbrala skupaj 6 obramb, vsak po 3. Prvi ime Sviša je znova bil mladi, talentirani Simon Vidmar, ki je dosegel 8 zadetkov. Marko Marojevič je prispeval 6 zadetkov. Jeruzalem Ormož, Sviš Ivančna Gorica 31-29, polčas 16-13. V 10. krogu Prleka čaka še eno gostovanje v glavnem mestu države. Nasprotnik pa Ljubljana, ki je v tem krogu presenetila Slovan iz Ljubljane. Ja, Ormožani so se že odločili, da puščajo desno krilo. Torej, to pomeni Aljaža Kutnara. Poglejmo. Ja, pravilno so se odločili in Filip Ramfl za zmago Jeruzalema, obramba številka 11. K mladi ekipi Velike nedelje v prvi B ligi je v goste prišla zasedba Grosupeljega, ki je pred tekmo zasedala visoko 3. mesto. V domačem taboru so potihem upali na presenečenje, vendar jih je slaba igra v zadnjih 20 minutah tekme stala poraza. Velika nedelja in Grosuplje sta se letos že pomerili v pokalnem tekmovanju, kjer so Bikci odigrali najboljšo tekmo sezone ter izločili iz pokalnega tekmovanja favorita. Potihem so v domačem taboru upali na novo presenečenje, saj so gostje na tekmo pripotovali v oslabljeni zasedbi. Prvo priložnost za pobeg na nekoliko višjo prednost so gostitelji zamudili v prvih 20 minutah tekme. Ob odličnem začetku in vodstvu s 3-1 so domači rokometaši zgrešili 4 čiste mete in zamudili imenitno priložnost za vodstvo z vsaj 4 ali 5 goli prednosti. Tudi sodniški kriterij sodnikov Franca Vesela in Matica Strmoleta ni šel na roko domačim. Lepo polna dvorana pri Veliki nedelji je hitro začela glasno negodovati na sporne odločitve mož v rumenem. Kriza brez doseženega gola Velike nedelje je trajala kar 14 minut, od 7. do 21. minute. Na srečo je obramba gostiteljev delovala odlično. V golu je bil soliden Toni Matošević in prednost Grosupljega je znašala le 3 zadetke, 3-6. Sledile so odlične minute domačih, ki so začeli zadevati v napadu in v 29. minuti najprej ujeli 9-9 in nato še 10-9 prehiteli nasprotnika. Gostom je do odmora uspelo za zadetkom najboljšega strelca tekme in nasploh prve B lige Andreja Jankovskega izid izenačiti. Polčas Velika nedelja Grosuplje 10-10. Prvi del tekme se je zaključil z glasnim negodovanjem skoraj 300 gledalcev glede sodniških odločitev. Dogodek iz 39. minute pri izidu 12-14 je znova razkuril dvorano in vse akterje na tekmi. Gol Borne Srage za 13-14 sta moža v rumenem iz čistega mira razveljavila. In tu se je zgodba domačih pričela končevati.
Poleg spornih sodniških odločitev še nekaj prehitrih napak domačih v napadu, kar so gosti izkoristili za lahke zadetke. In prednost gostov je počasi naraščala. V 51. minuti je zaostanek Prlekov znašal 3 zadetke. 17:20. Slaba igra za igralcev več je domačim potopila še zadnje upe po uspehu. Rokometaši Grosuplja so dosegli 4 zadetke zapored in vrnitve med žive za domače rokometaše več ni bilo. Priložnost za igro so v zaključku tekme dobili igralci s klopi in gostje so povečali svojo prednost na končnih +7, 18:25. Pri veliki nedelji je Matošević zbral 12 obramb. Sraga, Žiga Borko in Blaž Majhen so zadeli po 4-krat. Pri gostih sta vratarja Luka Magdalenič in Nejc Vencel tudi skupaj zbrala 12 obramb. Prvi strelec lige, Jankovski, je tekmo končal pri 12 golih. Domača dvorana je tudi tokrat svoji ekipi namenila glasen aplavz, sodnika in delegata pa nagradila z glasnimi žvižgi. Velika nedelja Grosuplje 18:25, polčas 10:10. V naslednjem 10. krogu veliko nedeljo čaka gostovanje pri vodilnem Krškem. V 6. krogu prve slovenske futsal lige so Ljutomerčani v domači dvorani gostili letos okrepljeni Oplast iz Kobarida. Ekipi ste se rešili z neodločenim rezultatom. Gostitelji so izenačili šele v zadnji minuti tekme in tako je vsaj točka ostala v osrčju Prlekije. V prvi slovenski futsal ligi so bile odigrane tekme 6. kroga, ki je na 4 tekmah ponudil 32 zadetkov, kar je kar 8 zadetkov na tekmo. Dobovec Ekstrem 9:1, Siliko Vrhnika Dobre Polje 7:3, Brovž Škofije Sevnica 2:4 in Meteor Plast Ljutomer Oplast Kobarid 3:3. Za našo televizijo smo bili priča tekmi v Ljutomeru, katero je pospremilo okrog 100 gledalcev. Ti so videli zanimivo futsal predstavo, kjer so domačini povedli že po 63 sekundah igre, ko je zadel Lovro Trdin. Ob izteku 3. minute izenačenje na 1:1. Slabo vračanje in prevzemanje igralcev je drago stalo ekipo trenerja Roberta Grdovića, strelec pa Matej Mohorič. Obe ekipi sta v nadaljevanju imeli kar nekaj obetavnih priložnosti, vendar se mreže Meteorov in Oplasta do odmora več nista zatresli. Tudi v drugem polčasu so prvi povedli Ljutomerčani. Hitro je speljan proti napad in zadetek Aljaža Goznika v 24. minuti za vodstvo z 2:1.
Po 33 in 34 minuti je gostom uspelo spreobrniti rezultat sebi v korist. Najprej je na 2-2 izenačil Tijan Uršič. Za vodstvo gostov s 3-2 pa je po lepo izvedenem protinapadu zadel izkušeni Kristjan Čujec. Sledila je dramatična končnica, kjer bi se tehnica za zmago lahko prevesila na eno ali drugo stran. Več sreče so imeli domačini, ki so v zadnji minuti izenačili preko gola Tilna Rajterja. Bili ste izredno blizu zmage, zgodovinske zmage tukaj v Ljutomeru, ampak ste v zadnjih sekundah dobili gol za izenačenje na 3-3. Kako ste vi videli samo tekmo? Samo tekmo smo začeli kar dosti slabo, dobili smo takoj na začetku tekme gol. Rabili smo par minut, da smo se ustalili v igri, pole nam je igra stekla, smo tudi izenačili. Drugi polčas enako se je začelo, spet smo izgubavali in v nadaljevanju tekme nam je ratalo nekako obrniti, no na koncu nam je pa zmanjkalo tisto malo sreče. Strel, kad so igrali z golmanom, je zadelo malo igralca, spremenila smer žoga in je šla za 3-3. Vedeli smo, da je ekipa Meteorplasta dobra ekipa, da igrajo dober futsal in ne vem, mislim, da je bil danes remi kar zaslužen. Lahko bi zmagali oni, lahko bi zmagali tudi mi. Videli še smo eno zelo razborljivo tekmo, v samem izteku ste prišli do točke in remija 3-3. Kako ste vi videli sam dvoboj? Zdaj na koncu mislim, da je točka zaslužena. Imeli smo sicer pobudo, ustvarili smo si kar nekaj priložnosti, vendar je danes realizacija bila precej slaba. Gostje pa so izkoristili pomembne priložnosti, tako da na koncu smo lahko veseli, ker smo to piko zvlekli, pa hkrati razočarani, da nismo prej izkoristili priložnosti. Meteorplast Ljutomer, Oplast Kobarid 3-3, polčas 1-1. Na lestvici vodi Dobovec s 15 točkami, sledi Siliko Vrhnika, ki je pri 12 točkah. Prleki Meteorplast Šicbar so na 3. mestu z 8 točkami. V petek, 17. novembra ob 20. uri, Meteori v sklopu 7. kroga prve slovenske futsal lige gostujejo v Sodražici pri Ekstremu. In se je november prevesil v drugo polovico. Dogodkov ne bo zmanjkalo, pa tudi o dogodkih na minulem martinovanju bomo še poročali. Tako da se nam le pridružite tudi čez teden dni. Za danes pa hvala za pozornost in srečno!